Danes, skoraj 500 let po evropskem reformacijskem gibanju, ko je bila ena od Lutrovih zahtev tudi branje svetega pisma v svojem jeziku, si težko predstavljamo, da je bilo treba začeti iz nič, saj pred Trubarjem skorajda nihče ni zapisal slovenske besede, ni bilo črkopisa, pravopisa. Sledili pa so mu tudi drugi, večinoma njegovi učenci. Vrhunec ustvarjalnega zagona tistega časa pa je bil gotovo prevod svetega pisma Jurija Dalmatina v slovenski jezik. S tem, ko smo Slovenci dobili knjige, se je izobrazbena raven močno dvignila. Danes je ohranjenih še približno 280 primerkov takratnih izvodov, največ 66 Dalmatinove Biblije, en izvod hrani tudi novomeška knjižnica. In danes si je težko predstavljati, kako težko je bilo v tistem času izdati knjigo. To so zmogli v tistem težkem obdobju res ljudje, ki so bili izjemni, ki so imeli znanje, ki so imeli voljo, moč in pa predvsem ljubezen do domovine, ne. Ob tej priložnosti so v knjižnici pripravili tudi manjšo razstavo del protestantskih piscev. Na prvem mestu seveda zopet faksimile Dalmatinove Biblije in ostalih Trubarjevih del, kot je recimo Hišna postila, Cerkovna ordnunga, Pesmarice in pa na primer Bohoričeva slovnica oziroma Zimske urice, Kreljeva Otročja Biblija. In če ne bi bilo Trubarja in ostalih, se bi slovenstvo verjetno razvijalo precej drugače.